Čau punce, dobrodošle v novem make-up tutorialu. Danes sem naredila tutorial z izdelki znamke Avon. Avon je trgovina, ki deluje preko katalogov. In jaz sem malo pobrskala te njihove kataloge in se odločila, da testiram izdelke, ki so njihovi najbolj prodajani. To veš pa tako, ker je v posameznem katalogu tak Avonov krogec, kjer piše Avon True oziroma Avon obljublja in tu ne bi bili nekako njihovi najbolj prodajani izdelki. Mene je zanimalo, a so res tako kvalitetni, kako se obnese na obrazu, tako da sem jih dala na test in moram priznati, da sem kar zadovoljna s končnim izgledom, tako da se veselim, da boš tale video videla tudi sama. Na koncu pa te čaka tudi eno luštno presenečenje, tako da definitivno ostan z mano do konca, ker se splača. In gremo na tutorial. Začela bom s podlago in sicer Avon True v odtenku Cream. Upam samo, da ne bo presvetla, ker sem dobila že mečkam barve, ker sem bila na sončku en dan. Tako da ja, dajmo testirati, kakšen je tale puder. Všeč mi je, ker je na pumpico, tako da lahko kontroliram nanos. Zdaj pa da vidimo še, kakšen bo sam puder. V bistvu super ustreza mojemu tonu kože, tako da sem kar zadela, pohvalno. V bistvu lahko takoj vidim, da je tekstura zelo tako lepo mazljiva, lahka. Prekrivnost bi ocenila, da je srednja, kar je za poletje nekako zaželjen, da ne da preveč tistega mat finiša, tako da všeč mi je tale puder, res iskreno zelo dober. Tudi zelo lepo se zabrisuje in nanaša, tako da do zdaj moram reči, da sem zadovoljna. Ok, nadaljujemo pa s telim produktom, takoj povem, zakaj se gre. Avon Cream Blush and Highlighter Duo, se pravi, gre za blusher in osvetljevalcem v enem. Na eni strani je torej, oziroma tlele gor se odpre, je torej blusher. Oboje pač naneseš na obraz, po mojega bom otapkala kar s prsti. Na drugi strani pa je torej še highlighter. Zadnje čase moram priznati, da sem kar fenica teh highlighterjev, tako da me prav zanima, kako se bo obnesel. Bomo pa vse najprej nanesle blusher. Evo, pa da kar testiramo. Čeprav tule zgleda tako zelo tak rdeč, pravzaprav na ličku sem se bala, da bo preveč, ampak nima take pigmentacije, ampak v tem primeru je to zdaj kar zaželjeno, ker preveč rdeča lička spet niso najbolj fajn. Moram priznati, da tazga produkta oziroma blusherja v stiku še nisem imela, tako da je to zame nekaj novega. Ampak ja, lepo se zabriše v lička, ni preveč pigmentiran, kar je torej v tem primeru zaželjeno, tako da mi je všeč, super. Ok, zaprem in zdaj bomo nanesli še highlighter, takole. Highlighter pa torej nanesem takole v obliki kot nekakšne lunce, tule pod veko. Podobna tekstura. V bistvu je tako zelo nežen highlighter, tako da če si res ljubiteljica tistega full vidnega highlighterja, ti tole zna biti premalo, ampak glede na to, da mi vseeno ustvarjamo nekak dnevni make-up, bo tale highlighter mislim, da glih prav, ker mora biti vsem tako bolj nežno in naravno, da se čez dan ne svetiš preveč. Dodam ga torej še na nosek. Lahko malenkost še tudi na brado. Ful v bistvu cool izdelek, zelo priročen za v torbico, ker imamo itek noter preveč stvari. Nadaljujem pa z korektorjem, tega bom pa torej nanesla tule na svoje podočnjake.
Tale korektor bom utapkala kar s prsti, tako da če sama nimaš primernega čopiča recimo za kakšen del obraza, nič hudega, prsti so zakon, tako da čisto komot zabrišeš kar takole s prsti. Tako, zdaj podlaga je skoraj zaključena, ampak še preden gremo na veke, pa bomo nanesle tele Avon perlice, ki so sestavljene iz takih roza, bež in rjavih perlic, ki so namenjene torej ličkam, da jih še bolj nekako tako topliš oziroma da daš ta les. Tako da, evo, jaz kar vzemam čopič za nanos kakšnega ali bronzerja ali blusherja, utapkam noter v kroglice in zdaj bom nanesla. Pa ena je glih kar padla. Zdaj bom pa nanesla torej tule na lička. Takole. In zdaj še vse skupaj fajn zabrišem. V bistvu so mi te kroglice dale ful ta naraven zagorel videz in so ful dobro izpadle, tako da so mi zelo všeč. Tukaj opazim samo še en mazolček, tako da ga bom s korektorjem še mečken zakrila. Drugače pa je tole korektor od Mark kolekcije, CC Concealer Softening Yellow. Za učke bom uporabila tole paletko s 4 različnimi barvami, in sicer bela, oranžna, rjava in črna, tako da bom v bistvu neko kombinacijo vseh 4 poskušala dati na svoj obraz. Začnem pa s tole belo, ki jo bom nanesla v kotičke svojega očesa. Z nanosom tele bele senčke tule na začetek kotička očesa smo pa skrbeli, da smo optično našo veko tudi odprle. V temu sem že govorila v svojem tutorialu, tako da torej, če želiš optično še povečati svoj uček, ti priporočam, da posežeš po beli barvi. Ok, tako. Zdaj belo smo nanesle in zdaj bomo na center veke nanesle tole rumeno senčko. Všeč mi je tale rumena, zelo sveža deluje. Pravzaprav gre za rumeno senčko, ki ima tak zelo lep zlat podton oziroma take zlate bleščice. Tako. In nanesem torej še na drugo. Ok, in zdaj na konec veke spet dodam tole belo senčko. Ok, zdaj pa bom na spodnjo veko nanesla tole rjavo senčko. Zamenjam čopič, vzemam bolj takšnega prirezanega oziroma takšnega, ki doseže te spodnje trepalnice. Če tudi sama ne veš točno, kateri čopič bi uporabila, jaz ponavadi tazga ožjega, s katerim torej lahko pridem brez problema torej do veke in do trepalnic. Tako, kar želim doseči, je torej taka rjava, zadimljena črtica, tako da v bistvu nanašam in sprot že zabrisujem. Ok, učke bom zaključila še za maskarom, tale je Avon True Color in sicer Super Shock Volumen maskara. Evo, tole še razlika, moram reči, da gre res za vidno spremembo, tako da tale maskara je zakon. Nanesem še torej na drugo stran, potem pa gremo še na šminko. Videz seveda ne bi bil popoln brez šminke, nanesla bom takole vijolično šminkico, ki je kremna. Zdaj za poletje jaz zelo ne maram teh mat šmink, ker je že tako vroče in potem še tista mat šminka na mojem obrazu ne izgleda dobro, tako da za poletje bi ti definitivno priporočila, da posežeš po kremni.
Celoten videz pa bom zavarovala s tem Markovim fiksatorjem, ker poleti je zelo vroče in se topimo in da nismo zelo hitri, ker ne take tortice v obraz, je zelo fajn, da vse zavarujemo, da ostane na mestu. Ok, to je torej končni izgled. Mislim, da je izpadlo tako zelo sveže, igrivo, nagajivo, poletno. Poleti se definitivno lahko igra z barvami, tako da dej si duška, ampak eno zlato pravilo, ne pretiravati. Nisem pa ti pokazala vseh izdelkov, ki sem jih torej naročila v Avonovih katalogih, tako da ti pokažem zdaj še to, če mogoče sama dobiš kakšno idejo. Skratka, prva stvar je tale verižica s takimi srebrnimi biserčki in v notranjosti takim modrim. Imam pa tudi še uhančke, ki pa so, evo, zelo tako lepo ti pakirajo, tudi za kakšno darilce zelo primerno. Tako da, ja, v bistvu sem naročila ta kompletek, ampak imam danes že majčko tako bolj pisano, tako da ne bi bilo preveč. Tako da, evo, tole pa so torej uhančki in za kakšno valeto, maturo drug let, mislim, da je zelo lep dodatek. Potem naslednja stvar je tale ura, bela rdeča ura, ki je definitivno primerna za poletje. Lahko si oblečena ali v belo, ali rdečo, ali modro in zagotovo bo šla zraven. In praktično takoj, ko sem jo zagledala v katalogu, sem vedela, da bo moja. Ker pa veste, da obožujem parfume, sploh kakšne take zelo sveže sadne, pa sem seveda mogla naročiti tudi en parfumček, sem ga že testirala in noro diši. Tudi vse podatke, kaj danes uporabljam, bom postila torej v povezavi oziroma v opisu pod videom, tako da boš točno vedela lahko, kaj sem naročila v katerem katalogu, da se bo znajdla. Ta parfum pa je res tako svež, v bistvu neka mešanica cvetlic, neko svežino mi da ta parfum. Tako da ja, evo, za poletje bo odlična izbira, definitivno. Zadnja stvar, ki sem jo naročila v Avonovem katalogu, pa je tale torbica, Avonova torbica, ki ima to poletno noto, sploh zaradi telih črt, ker poleti, ko se zvečer sprehajamo, ni fajn, da imamo tiste težke torbe, sploh ne, če jih moramo nositi v roki, nismo tako sproščene. Idealna rešitev pa je torej taka ljubka, mehna torbica za čez rame, kjer grejo in ključi, in telefon, in kakšne kune za sladoled. Da malo še pogledam po mizi, če sem kaj spustila. Mislim, da ne, glede na to, da sem vse povedala, gremo pa lahko zdaj k nagradni igri. In sicer namigala sem ti, da imam nekaj tudi za tebe, in sicer 3 stvari za 3 punce. 3 izmed vas bom nagradila. Prva stvar, ki bom podarila, je tale fiksator od kolekcije Mark za torej zaščito tvojega make-upa, da se ne bo svetla, da bo tvoj make-up ostal na tvojem obrazu dlje časa. Potem naslednja stvar je torej tale suhi šampon za dneve, ko si ne boš imela časa pred las. Tudi sama imam torej enega in ga bo ena skupaj z mano testirala. Tretja pa je tale Avonova šminka, nude šminka s takim mareličnim podtonom za vse ljubiteljice šmink, nude šmink. Tako, še kaj moraš narediti, da sodeluješ v nagradni igri? Naroči se na moj kanal, če se še nisi, in všečki tudi moj Instagram profil Eva Centrih. Za konc pa seveda še komentiraj, da bom vedela, da si nagrado želiš. Komentiraš lahko ali tule pod YouTube kanalom ali na mojem Instagramu, kjer te že čaka slikica. Samo zapiš, kateri izdelek izmed teh 3 želiš. Torej, ali suhi šampon, ali fiksator, ali pa Avon šminkica. Nagrajenke boste torej 3 in že komaj čakam, da podelim. Podelila pa bom točno čez en teden na mojem Instagram profilu Eva Centrih. Tako, prišli smo torej do konca tutoriala. Upam, da ti je bil všeč. Upam, da so ti všeč tudi tele nagradice. Če imaš pa torej kakršnokoli vprašanje, mi lahko zapišeš spodaj pod videom. Lepo se mej, uživi in se gledamo naslednjič. Čau, čau!